Danes bo torej govora o potopisu Egerije z konca 4. stoletja, ki ponuja tako rekoč neprecenljivo zakladnico zanimivih informacij z področja arheologije in topografije svete dežele, oblikovanja krščanskega bogoslužja, zgodovine meniškega življenja, razvoja latinskega jezika, svetopisemske eksegeze in nasploh pojava Roman v pozni antiki. Prek telefonske zveze v Rim pozdravljam brata Jana Dominika Bogataja, sodelavca Inštituta za judovstvo, svetopismo in zgodnje krščanstvo na Teološki fakulteti. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav domovino. Še preden začneva najin pogovor, povemo to, da je prav naš gost tisti, ki se je zares intenzivno poglobil v Egerij in potopis. Torej, gospod Bogataj, v prvi vrsti, kdo je pravzaprav Egerija? Gre za eden redkih primerov ženskih avtoric iz antike, kaj ne? Tako je. Če se iz poganske antike, denimo spomnimo pesnice Safo ali filozofinje Hipatije, je med krščanskimi avtoricami prvih stoletij, poleg denimo mučenke Perpetue, nekaj izrekov Pošavskih mater ali poezije cesarice Evdokije, Egerija zagotovo ena izmed najpomembnejših. To sicer ne pomeni, da so bile ženske v zgodnjem krščanstvu nekako sistematično zapostavljene, da lahko naštejemo številne močne in svetle ženstvene osebnosti, denimo prve mučenke, potem Katarina Aleksandrijska, cesarica Helena, nenazadnje Avguštinova mati Monika, da ne omenjam Hieronymovih asket in Pavla in Evstohije. Res pa je, da je bilo pisanje v antiki bolj domena moških. Nenazadnje tudi ta Egerijina izdaja je uvrščena v zbirko Cerkveni očetje. Ampak se mi zdi, da se je ravno ta ženski vidik zelo lepo in jasno izrazil v njenem besedilu. Egerija z vsem navdušenjem in nekakšnim neznanskim čustvenim občudovanjem opisuje kraje in ljudi. Za njo je vsaka gora najvišja, vsak menih je živ svetnik in vsak kamen govori o zgodovini Božjega ljudstva. In se mi zdi, da ta perspektiva dela besedilo unikatno in zanimivo. Gospod Bogataj, Egerij in potopis odstira široko paleto področij, ki nam pomagajo razumeti Bližnji vzhod z različnih vidikov. Sami ste imeli priložnost živeti v svetem mestu Jeruzalemu. Je bil to na nek način povod, da raziskujete in preučujete delo in življenje Egerije? Res je. Študij v sveti deželi, kjer smo poleg predavanj na fakulteti vsak teden imeli priložnost sodelovati na različnih strokovnih ekskurzijah in smo dodobra obredli vse pomembno staro in novo zavezne kraje, mi je gotovo omogočil, da sem na nek način lažje pristopil tako k prevajanju, kot tudi k pisanju same študije in pa opomb. Gotovo se je v sveti deželi glede na Egerijin čas mnogo kaj spremenilo, a vseeno se mi zdi, da ostajata dve stalnici na teh svetih krajih. Same lokacije, arheologija s tem povezana in pa tudi bogoslužja, ki ga vse od tistih časov še danes obhajajo. Konkreten povod, banalen, za pripravo te izdaje pa je dal spomladanski koronski lockdown, ko se je kar naenkrat pojavilo nekaj več časa. Preseliva se zdaj kar konkretno k samemu delu. Egerijin rokopis je bil odkrit 1884. Kako je prišlo do odkritja? Sledile so izdaje in odkritja fragmentov. Kaj pa nam pravzaprav prinaša slovenska izdaja? Ja, kot so že omenila, je to besedilo dejansko izredno pomemben zgodovinski dokument, zanimiv pa tudi iz tega filološkega vidika. Italijanski zgodovinar Gamorini je šele konec 19. stoletja v knjižnici v Arecu odkril ta rokopis, ki je verjetno nastal v 11. stoletju. Prepisan je bil v slovitem samostanu Monte Cassino. Žal je ta rokopis sedaj danes na voljo v poškodovani obliki, izgubljena sta začetni in končni del, prav tako pa tudi folij v sredini. Vendar pa na to izgubljeno vsebino lahko sklepamo iz dveh pisnih virov, to sta deli Deloci Sancti iz Petra Diakona iz 12. in pismo meniha Valerija o Egeriji 7. stoletja. Ta dva avtorja sta še imela na voljo originalno izvirno delo v celoti.
samemu odkritju sta potem sledili še dve najdbi serij fragmentov, ena leta 1909, druga pa pred kratkim leta 2005. In vsi te fragmenti, ki so se poleg izvirnega rokopisa, ki pač obstaja samo v enem primerku, vsi, ki so se našli, so tudi vključeni v to izdajo. Ta izdaja prinaša tako latinsko besedilo, kot tudi slovenski prevod. Delo je namreč izjemnega pomena, tako za proučevanje razvoja latinskega jezika v pozni antiki, ker namreč odraža nekakšen srednji register jezika, ki je blizu tedanjemu pogovornemu jeziku. Kot zanimivost lahko recimo povem, da v njem verjetno prvič srečamo besedo misa, že deloma v pomenu prav svete maše. Pomen se je namreč razširil iz samega sklepnega obreda odslovitev. To slovensko izdajo potem spremlja še študija z naslovom Romanje, bogoslužje in sveta dežela v pozni antiki, potem obsežne opombe k besedilu, nekaj zemljevidov za lažjo orientacijo in pa tudi prevod besedila romarja iz Bordoja, ki velja nasploh za prvi zapis romanja v sveto deželo. Ne omenim, da je ta romar v začetku 4. stoletja šel tudi skozi naše kraje. Na koncu pa izdaja vsebuje še prevod dveh pisem glede romanja, eno Gregorja iz Nisa in drugo Hieronima. Čisto za eno splošno novost omenim še to, da to ohranjeno besedilo Egerinega potopisa iz konca 4. stoletja v osnovi sestavljata dve pismi, ki jo je poslala svojim znankam v domovino, verjetno nekje na Atlantsko obalo, sedanje Galije ali Hispanije. V enem pismu opisuje svoje popotovanja po različnih krajih v Bližnjem vzhodu, v drugem pa podrobno opisuje sedanje bogoslužje Jeruzalemske cerkve. Brat Bogataj, učili ste se latinsko tudi na teološki fakulteti. Kako pomembno je bilo učenje latinskega jezika, poznavanje tega jezika pri odkrivanju skrivnosti Egerinega rokopisa? Ja, moram reči, da na sami teološki fakulteti pravzaprav za to delo nisem slišal. Sem pa zanj slišal na filozofski fakulteti, kjer sem študiral klasično filologijo in tam, da vsi študenti latinščine obravnavajo prav kot eno etapo tega razvoja jezika. Ne? In zato sem tudi hvaležen profesorki dr. Jernej Kavčič, ki nekako iz tega jezikoslovnega vidika pregledala besedilo, dodala nekaj dopolnitev, ker namreč besedilo ne vsebuje prefinjene, literarizirane latinščine, ampak je nekako bližje pogovornemu jeziku, kakšnim dnevniškim zapiskom. Nekaj ste že nakazali, pa vendarle, zgradba samega dela je dvodelna. V prvem delu gre za potopis potovanj po Egiptu, Palestini in Mali Aziji. Nam lahko morda zarišete še nekatere ključne poudarke? Ja, o sami osebi Egerije pravzaprav ni znanega veliko. Tam lahko srečamo njen zapis, ko je prišla do reke Evfrat, ki jo primerja z reko Rono, se pravi, vemo, da je nekako prečkala Rono. Tudi škof v Edesi ji reče, da prihaja iz drugega konca sveta, se pravi nekje iz obale Atlantika. Tudi ni znano, to je verjetno največje vprašanje glede njene osebnosti, ali je bila dejansko pripadnica neke ženske asketske meniške skupnosti, ker svoje naslovnice naslavlja kot sestre, ali pa je bila neka laiška žena sedanje krščanske elite. Njena pot na vzhod je trajala 3 leta, najverjetneje v letih med 381 in 384. Najprej pa srečamo poročilo o obisku Egipta in predvsem gore Sinaj, nato pa jih sledimo po različnih krajih Palestine. Njeno središče je vedno Jeruzalem, njeno izhodišče. Nato pa preko Antiohije zaide tudi v Mezopotamijo, v Sirijo, kjer obišče grob apostola Tomaža v Edesi, na kar pa se preko juga Male Azije, kjer obišče tudi denimo svetišče Svete Tekle, pomakne se do Konstantinopla. Sama zapiše, da bi želela obiskati tudi Efes, vendar o tem kasneje ne poroča.
Zanimivo je, da gre pri Egeriji za svojstven koncept romanja, ne, ki ni nekakšno golo pohajkovanje, marveč zavestno želi obiskati biblične kraje, da bi tam tako molila, premišljevala Božjo besedo in nekako podoživela vse te epizode tako izraelskega kot tudi novozaveznega ljudstva. Če recimo navedem en kratek odlomek, ko piše: kaj ti moje predrage, verjemite mi, da ni kristjana, ki bi obiskal svete kraje, to je v Jeruzalemu, pa ga tja ne bi vleklo zaradi molitve. Če bi morda še nekoliko preslikala samo sodobno romanje v aktualni čas, zagotovo bi bila to danes kar zahtevna romarska pot. Predvsem tako dolgo, ja, danes smo navajeni nekaj dnevnih, še teden si vzamemo za to vrstno potovanje, ne? Ona je pa verjetno hodila nekaj dlje. In marsičem se tudi razlikuje od današnje, recimo, industrije romana, ne? Za njo je bila to gotovo veliko večja avantura, podala se je v neznane kraje, spremljali so jo do tedaj nepoznani ljudje, pa vendar jih opisuje s tako živahnostjo, vse te menihe, škofe, vse ljudi, ki je srečala. Potovala je bodi si na konju, bodi si peš, ne. V tistem času je bil, denimo, kar velik napor povzpeti se na goro Sinaj. Danes je to na nek način veliko lažje. Absolutno. Tudi prideš v Egipt praktično z letalom in potem nadaljuješ proti Sinaju. V drugem delu se srečamo s predstavitvijo jeruzalemskega bogoslužja, ki daje vzor tudi sodobnemu bogoslužju v krščanstvu. Kaj več nam lahko morda zarišete o tem? Ja, iz besedila se vidi, kako zelo podrobna in navdušena opazovalka je Egerija, prav tako pa tudi zapisovalka vsega tega. Tako da je v bistvu njen zapis eden izmed najzgodnejših ohranjenih pričevanj o bogoslužju v Jeruzalemu in nasploh v tem obdobju. Namreč opisuje potek bogoslužnega tedna in tudi celotnega leta, torej srečamo vse glavne praznike. Jeruzalemska cerkev ima pač ta privilegij, da večino posrednih krščanskih skrivnosti še danes obhaja in loko, kot rečemo, na mestu, kjer so se ti dogodki odvili. In spomnim se, še danes latinska liturgija v Jeruzalemu k osrednjim liturgičnim besedilom, ki veljajo po tem svetu, dodaja latinski hik, tukaj, se pravi, kar se je zgodilo tukaj, sedaj obhajamo. In zato je ta Egerijin zapis tako pomemben. Poleg tega pa tudi, ker denimo daja opise tedanjih krajev in zgrad, za marsikatere izmed njih je njen zapis eden izmed edinih, torej edini. Recimo govorimo o velikih Konstantinovih bazilikah, med katerimi seveda prednjači veliki kompleks okrog Božjega groba. Nekaj sva že nakazala, pa vendarle delo zajema zares široka področja. Katera so tista, ki so morda se vas najbolj dotaknila in katere bi vi še najbolj izpostavili? Ena izmed teh lastnosti je gotovo avtoričin preprost, oseben in pa zelo živahen slog. Kot sem že dejal, besedilo ni zapisano po nekih literarnih kanonih latinske književnosti, ampak bolj spominja na kakšne dnevniške zapiske, ki jih potem pretvorila v pismo. Če navedem kakšen stavek: čeprav Bogu dolgujem hvaležnost za vse, še zlasti za toliko čudovitega, kar mi je nevredni in nezaslužni blagovolil nakloniti, da sem obhodila vse kraje, ki si jih ne zaslužim, pa se vendarle ne morem dovolj zahvaliti tudi vsem svetim možem, ki so mene, nepomembno kot sem, blagovolili naklonjenost sprejeti v svojih samotiščih in tako naprej. Kljub temu osebnemu pridihu in neki skromnosti tega literarnega vidika in pa tudi navidezni banalnosti vsebine, redko kdaj srečamo kakšno antično besedilo, ki bi imelo pa tak velik pomen za najrazličnejša področja preučevanja. Med drugim tudi ne omenim, da opisuje podrobno potek krstne kateheze, ki jo je takrat jeruzalemski škof v postnem času imel za odrasle, ki so želeli
želeli sprejeti krst, sprejeti krščanstvo in dejansko opisuje, kako zahteven je bil ta proces, presenetna resnost te priprave in pa tudi odziv ljudstva. Ona pravi, medtem ko škof razlaga in pripoveduje vsako stvar posebej, so pohvalni odzivi tako glasni, da se slišijo celo zunaj cerkve. In takih majhnih, zelo zanimivih podrobnosti, ki jih iz drugih bolj literariziranih del ne izvemo, je to delo polno. Zagotovo. Za konec, brat Bogataj, v najinem pogovoru sva se ozrla proti sveti deželi. Nenazadnje nas čas božiča k temu zares vabi. Kaj nam ima zapovedati Egerijina zgodba izkušnja, ki jo je pisala kot pisma, potopis svojim prijateljicam, sestram v tedajni Galiji oziroma Hispaniji? Kako bi jo morda razumeli tudi v kontekstu bliževanja k božiču in hkrati ob tem času koronavirusne pandemije, ko smo sami? Zanimivo je, da opisuje romanje Jeruzalemčanov v Betlehem za praznik torej Epifanije, ko so takrat praznovali Isusovo rojstvo. So se vendar v srednje slovesnosti takrat obhajale skupaj s škofom v Jeruzalemu. In to je skladno z zgodnjim krščanskim izročilom, ki je v lesu Kristusove zibke že videlo napoved lesa križa. Je pa gotovo to naše koronsko obdobje, ki ne omogoča potovanj ali romanj v živo, lahko po drugi strani lepa priložnost, da se na tak potep po teh daljnih krajih odpravimo, mogoče tudi s tem izrednim besedilom. Pravzaprav je bil to sam njegov osnovni namen. Egerija ga je napisala za sestre, ki niso mogle oditi na romanje in jim je tako preko tega besedila želela prenesti izvirno izkušnjo. In tudi s tem slovenskim prevodom je na nek način ta izkušnja na voljo nam. Zagotovo je torej Egerijina zgodba še kako aktualna. Jan Dominik Bogataj, hvala za vaša pojasnila in pozdrav iz domovine. Ostanite zdravi. Hvala za povabilo in prijetno branje želim. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva. Sedmi dan.